Pozdravljeni. Med igranjem najdemo kakšno zanimivost, ki bi jo radi posneli ali slikali. In da lahko to naredimo, potrebujemo meni Share, katerega vam bom danes pokazal, kako uporabljati. Kadar ste v glavnem meniju ali v kakšni igri, na ploščku pritisnete gumb na desni strani D-pada, to je Share. Na ekranu spodaj se vam odpre orodna vrstica, katera se v primeru, da bomo kaj slikali ali snemali, v posnetku ne bo videla. Podani so nam gumbi za Save Recent Gameplay, kateri nam omogoči, da PlayStation avtomatsko shrani zadnjih 15 sekund našega igranja. To pomeni, ko to stisnete, posname od te točke, kaj ste stisnili, 15 sekund v preteklost. Sredinski take screenshot, kateri enostavno naredi sliko dogajanja, ki je pauzirano v ozadju. Na desni strani pa imamo na voljo Start New Recording, kjer lahko začnete snemati takoj, ko pritisnete na tipko. In posnetek lahko traja od 1 sekunde do maksimalno 1 ure. Povsem na desni strani pa imamo manjši meni Capture Options, kjer lahko izbiramo o formatu slike, ali bo PNG ali bo JPEG. Pri video klip opciji pa imamo na izbiro dve opciji. WebM je top kvalitete za 4K in 8K posnetke, a ga določeni računalniški programi ne bodo predvajali. Na izbiro pa imamo tudi MP4, ki bo malo izgubil na kvaliteti slike, a ga bodo predvajale vse naprave. Imamo pa še Manual Recording Resolution, kjer lahko izberemo med resolucijami 1920 na 1080, katero uporablja večino računalniških ekranov, ali 3840 na 2160 resolucijo, kar je skoraj da 4K Ultra HD, večina televizorjev, in je slika res top kvalitete. Ne smemo pa pozabiti še na zadnji dve točki. Prva je Include Mic Audio. Vkolikor to omogočimo, bo med snemanjem videoposnetka tudi vklopljen mikrofon na vašem ploščku in ta bo zajemal zvok v prostoru, tako da se bo slišalo tudi vas in ljudi zraven vas. Vkolikor pa omogočimo Include Party Audio, pa bo PlayStation posnel tudi morebitne prijatelje ali soigralce, kateri so z vami v vaši igri. To bi pa bilo za Capture meni vse. Upam, da vam je video bil v pomoč. Zahvaljujem se vam za vaš ogled. Nasvidenje.